Svetovno zdravstveno organizacijo bi lahko opisali tudi kot poseben urad Organizacije združenih narodov, ki ima pri skrbi za zdravje na svetu vodilno vlogo. Poleg glavnega sedeža v Ženevi ima še 6 večjih območnih izpostav in 150 pisarn po vsem svetu. Le tako lahko sodeluje s 194 državami, ozemlji in teritoriji, tudi s Slovenijo. V tej organizaciji raziskuje in dela okoli 7000 zdravnikov, znanstvenikov, raziskovalcev in drugih sodelavcev. Svetovna zdravstvena organizacija si prizadeva, da bi bili vsi ljudje na svetu čim bolj zdravi, in to ne glede na njihovo narodnost, vero, politično prepričanje ter ekonomske in socialne razmere. To poskuša doseči s svetovanjem, sodeluje s predstavniki ministrstev za zdravje in zdravstvenimi delavci, ki oblikujejo zdravstveno politiko v državah. Zagotavlja jim tehnično pomoč, usmeritve in navodila. Za podporo pri delu jim posreduje dejstva o boleznih, pridobljena z raziskavami. Vsako leto izda poročilo, ki je v pomoč vsej medicinski stroki. Med izjemno pomembnimi nalogami Svetovne zdravstvene organizacije je tudi določanje enotnih pravil in standardov, na primer za cepiva, saj je nujno, da so ta varna in učinkovita. S politiki po vsem svetu se njeni predstavniki pogovarjajo tudi o nadzoru nalezljivih bolezni, s proizvajalci cepiv pa oceni, da bi ta ostala in postala dostopna vsem ljudem. Zdravnike in druge zdravstvene delavce usposabljajo o dostopnosti, sestavi, učinkovitosti in uporabi cepiv ter ravnanju z njimi. Enako velja za zdravila. Ker na zdravje vpliva tudi okolje, se Svetovna zdravstvena organizacija bori proti onesnaževanju okolja, da bi vsi ljudje imeli čist zrak in neoporečno pitno vodo. Eno najvidnejših uspehov Svetovne zdravstvene organizacije do zdaj je popolno izkoreninjenje izjemno nalezljive bolezni črnih koz. Dosežek lahko pripišemo učinkovitemu cepivu in je v zgodovini človeštva zapisan kot največji uspeh javnega zdravstva.